Oboževalci Candace Owens se obračajo proti njej, ker se spomnite, ko je imela tisto smešno debato z Andrewom Wilsonom, kjer je zahtevala, da je v svoji hiši in bila je tudi pristojbina v dolarjih, za katero je sprva zahtevala, da se zviša na več dolarjev. Za kontekst, Andrew Wilson je v oddaji Joeja Rogana v bistvu ponudil Candace to vsoto denarja, da bi debatiral z njo. In Candace je rekla, ne, imam vse te pogoje, moralo bi biti 500 000, na koncu je pristala na 300 000. Dejansko je posnela video z naslovom Kako porabljam svoj denar. In rada bi sporočila, kaj počnem s svojim denarjem. Do zdaj sem se odločila, razen dejstva, da sem ta vikend res šla v Waffle House, je, da bom poskrbela za ljudi, ki so poskrbeli zame. Kot je ta organizacija usmerjena, pošilja vplivneže, je del teh skupinskih klepetov, ki se združujejo, da bi zaščitili Eriko Kirk, ljudi, ki so skušali narediti, da bi se naši otroci počutili ogrožene, ki so jih podprli, retvitali, podpirali. Poskrbela bom za te ljudi. Za ljudi, kot je moja sestra. Če želite organizacijo, ki bo dobila denar od mene, bo to katoliška cerkev. Duhovniki, ki so zame čustveno skrbeli, ko sem razpadala ob spoznanju, da so izdali Charlieja in vse, za kar je delal. Charlie je bil izdan. Vsi to vidijo. Vsak dan ga izdaš, ko počneš take stvari. Izdajaš to, kar je bil. Ti, ja. Tega res ne moram več poslušati. Ampak včasih se vprašam, ali ona res verjame v to. Ker je toliko stvari, ki jih govori, očitnih neumnosti, ki si jih je prej izmislila, kako manipulirati zgodbo in jo narediti privlačno. Ampak kako je nora. Je ona res popolnoma dokazano, totalno nora in zmešana. Kot zdaj se bom spravila nad ljudi, ki so me podpirali, ker sem bila tako. Sem bila tako pripravljena iti spat. Jaz sem tista, ki ni z večino. O, Bog pomagaj, Candace. Najdi si kaj pametnejšega za početi.